Gospod govori, ko se boste spreobrnili, bom k sebi pritegnil vas svet. Očistil vas bom greha in vam dal duha ljubezni. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Prvi dve postni nedelji je bil v ospredju glas. Jezus nam je pokazal, čigav glas ne gre poslušati. Hudičev. In prejšnjo nedeljo nam je nebeški Oče na gori spremenjenja rekel, čigav glas naj poslušamo, Jezuso. Pa na začetku te daritve obžalujemo trenutke, ko se nismo ozirali na Jezusov glas. Gospod Jezus Kristus, v postnem času nas kličeš na pot spreobrnenja in prenove. Gospodu, smili se. S svojim življenjem nam kažeš pot, kako naj izpolnjujemo voljo nebeškega Očeta. Kristus, usmili se. Z molitvijo, postom in dobrimi deli posvečuješ naše življenje. Gospodu, smili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. O Bog, vir usmiljenja in vsega dobrega, poučil si nas, da se s postom, molitvijo in dobrimi deli očiščujemo grehov. Ko priznavamo svoje slabosti in vemo, da smo krivi, te prosimo, nenehno nas dvigaj, saj si usmiljen po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz 2. Mojzesove knjige. Tiste dni je bilo ljudstvo v puščavi žejno in je tako godrnjalo zoper Mojzesa. Zakaj si nas izpeljal iz Egipta, da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino? In Mojzes je vpil Gospodu ter rekel, kaj naj storim s tem ljudstvom? Še malo in kamnali me bodo. Gospod je rekel Mojzesu, pojdi pred ljudstvom in vzemi s seboj nekaj Izraelovih starešin. Tudi palico, s katero si udaril Nil, vzemi v roko in pojdi. Glej, stal bom pred teboj tam na skali na Horebu. Udari po skali in iz nje bo pritekla voda, da bo ljudstvo moglo piti. Mojzes je storil tako pred očmi Izraelovih starešin in dal je temu kraju ime Masa in Meriba, ker so se Izraelovi sinovi prepirali in preizkušali Gospoda ter rekli, ali je Gospod med nami ali ne. Poslušali smo Božje besede. Ne zakrknite danes vaših src. Pridite, vriskajmo Gospodu, sklikajmo skali našega odrešenja. Stopimo mu naproti s hvaležnostjo, vzklikajmo mu z veselimi spevi. Ne zakrknite danes svojih src. Pridite, padimo na kolena in se priklonimo. Pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil. Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, čreda, ki jo pase s svojo roko. Ne zakrknite danes svojih src. Da bi danes poslušali njegove besede, ne zakrknite svojih src, kakor na dan preizkušnje v puščavi. Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali, čeprav so videli moja dela. Ne zakrknite danes svojih src.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, ker smo opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Kajti, ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega. Morda bi se kdo še upal umreti za dobrotnika. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Poslušali smo Božje besede. Gospod, Ti si resnično odrešenik sveta. Daj nam žive vode, da ne bomo žejni. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus prišel v samarijsko mesto, imenovano Sihar, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sedel k studencu. Bilo je okrog 6. ure. Tedaj je prišla žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus ji je rekel: daj mi piti. Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarjanka mu je tedaj rekla: kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarjanko, naj ti dam piti? Judije namreč nočejo imeti stika s Samarijani. Jezus ji je odgovoril in rekel: če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Žena mu je rekla: Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Od kod imaš torej živo vodo? Si mar ti večji, kakor naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina? Jezus je odvrnil in je rekel: vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen. Ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Žena mu je rekla: Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat. Rekel ji je: pojdi in pokliči svojega moža in pridi sem. Žena je odgovorila in mu rekla: nimam moža. Jezus ji je rekel: dobro si rekla, nimam moža, kajti 5 mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To si prav povedala. Žena mu je dejala: Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori. Vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti, v Jeruzalemu. Jezus je rekel: veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili očeta ne na tej gori, ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate. Mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje prihaja od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi oče. Bog je duh in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici.
Žena mu je dejala: vem, da pride Mesija, kar pomeni maziljenec. Ko pride, nam bo vse oznanil. Jezus ji je rekel: jaz sem, ki govorim s teboj. Medtem so prišli njegovi učenci in se čudili, da je govoril žensko, vendar mu nobeden ni rekel, kaj bi rad od nje ali zakaj govoriš z njo. Tedaj je žena odložila vrč, odšla v mesto in pripovedovala ljudem: pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Kaj, če je on Mesija? Odšli so iz mesta in se napotili k njemu. Medtem so ga učenci prosili in govorili: učitelj, jej. On pa jim je rekel: jaz imam za jed hrano, ki je vi ne poznate. Učenci so tedaj govorili med seboj: mar mu je kdo prinesel jesti? Jezus jim je rekel: moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal, in dokončam njegovo delo. Ali ne pravite vi, še 4 mesece in žetev bo tu? Glejte, jaz pa vam pravim, povzdignite oči in poglejte polja, da so zrela za žetev. Žanjec prejema plačilo in spravlja pridelek za večno življenje, da se bosta skupaj veselila sejalec in žanjec. Tem je namreč resničen izrek, da eden seje, drugi žanje. Poslal sem vas, da boste poželi, za kar se niste trudili. Drugi so se trudili, vi pa obirate sadove njihovega truda. Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo verovati vanj. Zaradi žene, ki je pričevala: vse mi je povedal, kar sem storila. Ko so Samarijani prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih, in ostal je tam 2 dni. Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati. Ženi pa so govorili: ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta. Poslušali smo Kristusov evangelij. Česa se bojita Mojzes in Samarijanka? Mojzes se boji, da ga bodo kamnali njegovi ljudje, njegov narod, ki jih je po naročilu Boga izpeljal iz suženjstva v Egiptu, in se skrije pred njimi k Bogu in ga prosi, kaj naj naredi. Tik pred tem sem, da me kamenjajo. In tukaj ne gre za otročarije, ko se s kamenčki obmetavajo, ko so jezni drug na druge, ampak za prave skale, s katerimi so ubili nekoga, ko so imeli kaj proti njemu, po božjem ali pa drugem pravu. Samarijanka pa se skriva zaradi tega, ker pride k studencu, kakor pravi apostol Janez, okrog 6. ure. To je 12. poldne, takrat, ko je sonce najvišje. Ker Judje so imeli štetje od 6. zjutraj do 6. zvečer, 12 ur za en dan. In od 6. zvečer do 6. zjutraj, 12 ur za noč. Tako da okrog 6. ure pomeni glih na polovici dneva, na vrhuncu vročine. In vse žene so hodile k studencu zajemati vodo, ali zjutraj ali zvečer. Ker ni vseeno, ko nosiš bremena polnih vrčev vode, a to počneš takrat, ko je prijetnejša temperatura ali ko je največja vročina. Se spomnim tudi, ko sva z bratom v otroštvu zajemala iz reke vodo in jo nosila
staršem, ki so na vrtu obdelovali zemljo. In ni bilo lahkotno delo nesti to vodo, kaj šele, da bi po največji vročini to delali. Načeloma smo to delali zvečer. Ona pa pride sredi žgočega sonca k studencu, ker se skriva pred drugimi ženami, ki bi jo lahko žalili zaradi grešnega življenja, katerega je živela in na katerega je tudi Jezus opozori, ne da bi mu ona sploh kaj povedala. In tako spozna, da je Jezus prerok. Ampak Jezus ne začne z njenimi grehi, ampak Jezus začne svojo žejo. Jezus začne s svojim stanjem telesa, kakršnega so izkusili tudi Izraelci v puščavi z Mojzesom. In ena majhna prošnja vodi v veliko prošnjo, ki jo ona izroči Jezusu. In Jezus je ravno to hotel. Jezus izrazi svojo žejo, zaradi tega, da bi mi lahko prepoznali lastno žejo po njemu. In ko se učenci čudijo, zakaj se pogovarja z žensko, se upravičeno čudijo, ker vse so že videli Jezusa, da se pogovarja z ženskami. To ni bilo nič nenavadnega. Ampak čudijo se zaradi tega, ker se z njo pogovarja na samem pri studencu. In to je pomenilo, še posebej, če gledamo starozavezno ozadje, da jo snubi. In to je lahko material za kakšno novo uspešnico o tem, ali je Jezus bil poročen ali ne. No, ampak resnica je pa ta, Jezus snubi Samarijanko. In na kakšen način? Ravno tako, kakor ji ne govori o naravni vodi, ki bi enkrat za vselej zasitila njeno telesno žejo, tako ji tudi govori o intimnem odnosu z njim, ki je nadnaraven. V katekizmu Katoliške cerkve v povezavi z besedilom, ki smo ga slišali, je rečeno tudi, da je naš krst poročna skrivnost in je poročna kopel pred obedom, ki smo ga deležni pri Evharistiji, pri sveti maši. In kdor se ne zavede Jezusove zakramentalne govorice, lahko hitro nasede v kakšne zgodbe, ki se širijo po celem svetu in na podlagi katerega služijo, ko kujejo razne zarote o cerkvi, kako je zakrila Jezusov prvotni načrt in tako naprej. Kdor ne razume Jezusove zakramentalne govorice, ne bo zmogel dojeti sporočila, ki nam ga daje današnji evangelij. In za Samarijanko pa vidimo, da je dojela Jezusovo sporočilo. Kajti najprej ga prosi, da ji da to vodo, ki jo bo odžejala, da ne bo več rabila hoditi k temu studencu, ker to je naporno delo iz dneva v dan in to ona je hodila po največji vročini, tako da za njo še posebej naporno. In potem pa reče, potem se nič ne čudi, ko ji Jezus ne da neke posebne vode, ampak ko ji samo reče, jaz sem, ki govorim s teboj, ko ga vpraša, kdo je ta Mesija, kdo je ta odrešenik. Je prepoznala, da živa voda, o kateri je govoril, da govori v bistvu o sebi. In odložila je vrč, pustila je tam, prehodila je pot po žgočem soncu, da pride zajeme vodo in kar odložila je ta vrč. In polna navdušenja stekla k svojim someščanom, ravno tistim, pred katerimi se je skrivala zaradi svoje javne grešne preteklosti, pred katerimi se je sramovala. Zdaj, očiščena z Jezusovo milostjo ob srečanju z njim, si upa
priznati pred vsemi in reči, ja, res je, taka sem, to sem storila in tako naprej, ampak spoznala sem nekoga, ki me je razbremenil tega. In pridejo tudi njeni someščani. Prava oznanjevalka je postala. In nekakor Izraelci v puščavi, ki so bili Božji, a so zakrknili svoje srce. So bili trdosrčni, so se odvrnili od Boga, niso mu več hoteli zaupati. Zaradi tega v obnovi tega dogodka v Psalmu 95 sledi odpev: Ne zakrknite danes svojih src. Ker danes je odločilen. A bomo bili taki, kakor v puščavi Izraelci, ali bomo bili taki, kakor Samarjanka in njeni someščani, ki so stekli v puščavo za Jezusom in so ga odprtega srca sprejeli. Samarjani so bili potomci Izraelcev. Ko se je razcepilo judovsko kraljestvo, Izraelsko kraljestvo, v severni in južni del, in so najprej Asirci osvojili severni del kraljestva, so naselili 5 različnih narodov na ta severni del, zaradi tega, da bi se narod pomešal in da bi se izgubila njihova vera, njihova kultura, s tem tudi njihova identiteta. In to jim je tudi uspelo. Dokler se niso vrnili tudi izgnanci iz južnega kraljestva, iz Babilona nazaj, in takrat so se tudi Samarjani, ki so ostali tam, pomešani, se pravi Izraelci in pogani, potomci njihovi, so se pol začeli spreobračati nazaj, ampak niso pa sledili obrednim določbam o čaščenju Boga v templju, ampak so imeli lastno strukturo in lastno svetišče in določbe o čaščenju Boga. In Samarjanka je tudi simbol svojega lastnega naroda. Kakor je ona imela 5 mož, tako je tudi Izrael, ki je bil pomešan s 5 različnimi narodi, bil prešuštnik v odnosu do Boga. In zaradi tega, ko Jezus reče, mož, ki ga imaš zdaj, v bistvu ni tvoj mož, govori tudi o odnosu, ki ga ima trenutno Samarjanka in Samarjanci z njim. Kajti prepoznali so hrepenenje po njem, nimajo pa še polnega občestva z njim. In ravno zaradi tega Jezus začne govoriti o žetvi, ker pripravlja sakrament Evharistije, po katerem bo omogočil intimno srečanje z vsemi narodi vsega sveta. In Samarjani, dejansko pomešani Izraelci s 5 različnimi narodi, prepoznajo Jezusa ne kot odrešenika Izraelcev. Apostol Janez nam točno navaja njihove besede, prepoznaja ga kot odrešenika sveta. In ravno sakrament, ki ga obhajamo po celem svetu, sveto mašo, Evharistijo, o katerem v tem odlomku spregovori svojim učencem, omogoča to poročno intimno združenje z našim krstnim ženinom. Pa zajemimo zdaj tudi iz studenca, ki smo ga prejeli od apostolov in njihovih naslednikov, ki je studenec naše veroizpovedi. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga,
luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom. In je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Bratje in sestre, po veri spoznavamo, da je Jezus Kristus studenec žive vode, ki nam prinaša novo življenje. Zaupno ga prosimo. Gospod Jezus, naj bo tvoja cerkev neusahljiv studenec resnice in pravice, svetosti in milosti, miru in ljubezni. Graditelj boljšega sveta, naj tvoja beseda prežene temo sovraštva in krivic, ki vladajo v današnjem svetu. Tolažnik nesrečnih, naj v bratih in sestrah, ki živijo v pomanjkanju, spoznavamo tebe in jim po svojih močeh pomagamo. Zdravnik naših duš, naj po tvojem zgledu delimo veselje z veselimi in žalost z žalostnimi, da bo naša ljubezen vsak dan popolnejša. Jagnje Božje, naj nas sveti postni čas resnično prenovi, da bomo lepo obhajali velikonočne praznike. Naš odrešenik s pokornimi deli in potrpežljivim prenašanjem lastnega trpljenja, naj se združujemo s tvojim trpljenjem, da bomo s teboj dosegli slavo vstajenja, v kateri živiš in kraljuješ vekove. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok. Naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekom. Po skrivnosti te vode in vina naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok. Naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekom. Gospod Bog, sprejmi nas ponižne in skesane in naj ti ugaja danes naša daritev. Izmij, Gospod, mojo krivdo in očisti me mojih grehov. Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in zveličanje vsega sveta. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Prosil je Samarijanko, naj mu da piti vode, da ji je v svoji dobroti mogel dati dar vere. Izpolnil je njeno hrepenenje in njenem srcu vžgal ogenj Božje ljubezni. Zato se ti tudi mi zahvaljujemo in z angeli oznanjamo tvoja velika dela, ter kličemo: Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te, velik si in vse stvari oznanjajo tvojo modrost in ljubezen. Človeka si naredil po svoji podobi in mu izročil skrb za vesoljni svet. Vsem stvarem naj bi gospodoval, služil pa samo tebi, svojemu stvarniku. Ko je z nepokorščino zapravil tvoje prijateljstvo, je nad njim zagospodovala smrt, vendarle nisi ga zapustil. Vsem si usmiljeno pomagal, da bi te iskali in našli. Znova in znova si sklenil zavezo z ljudmi in jih po prerokih vzgajal v pričakovanju odrešenja. Sveti Oče, tako si ljubil svet, da si nam ob dopolnitvi časov za odrešenika poslal svojega edinorojenega sina. Po svetem duhu je postal človek in se rodil iz device Marije. Bil je nam enako vsem, razen v grehu. Ubogim je oznanil blagovest odrešenja, jetnikom prostost, depresivnim veselje. Prostovoljno je šel v smrt, da bi izpolnil načrt tvoje ljubezni. Vstal je od mrtvih, tako uničil smrt in obnovil življenje. Šel je k tebi, Oče, in vernim kot prvi dar poslal Svetega Duha, da bi ne živeli več sebi, temveč njemu, ki je za nas umrl in vstal. Sveti Duh naj njegovo delo na svetu dovrši in vse posvečenje dopolni. Prosimo torej, dobri Oče, naj Sveti Duh posveti te darove, naj postanejo telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Da bomo obhajali to veliko skrivnost, ki nam jo je zapustil v znamenje svoje večne zaveze. Ko je prišla ura, da ga ti, Sveti Oče, poveličaš, je svojim, ki so bili na svetu, izkazal ljubezen do konca. Zato je pri večerji vzel kruh, te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel kelih z vinom, se zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvoja smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo.
dokler ne prideš v slavi. Nebeški Oče, zato sedaj obhajamo spomin našega odrešenja. Spominjamo se Kristusove smrti in njegove poti v kraljestvo mrtvih. Izpovedujemo vero v njegovo vstajenje in njegov nebohod, ko je sedel na tvojo desnico, in pričakujemo njegov prihod v slavi. Darujemo ti njegovo telo in kri, tebi prijetno in za ves svet zveličavno daritev. Ozri se na darovano jagnje, ki si ga svoji cerkvi sam pripravil. Vse, ki bodo deležni istega kruha in keliha, naj Sveti Duh združi v eno telo, da postanejo živa daritev v Kristusu, hvala tvojemu veličastvu. Spomni se zdaj, Gospod, vseh, za katere ti prinašamo to daritev. Prosimo najprej za tvojega služabnika, našega papeža Frančiška, vse škofe, vse duhovnike in druge služabnike cerkve, pa tudi za vse, ki ti darujejo, za vse tukaj zbrane, za vse tvoje ljudstvo in vse, ki te iskreno iščejo. Priporočamo ti tudi tiste, ki so umrli v Kristusovem miru, in vse rajne, katerih vero edino ti poznaš. Dobri Oče, nakloni nam svojim otrokom, da bomo mogli doseči nebeško dediščino s blaženo Devico Božjo Materjo Marijo, s tvojimi apostoli in svetniki v tvojem kraljestvu. Tam te bomo s vsem stvarstvom rešenim greha in smrti slavili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Ko je Samarijanka vprašala Jezusa, kje naj se časti Boga, je Jezus rekel: Očeta ne boste častili ne na tej gori, ne v Jeruzalemu, ampak pravi častilci Očeta ga bodo častili v duhu in resnici, se pravi v Svetem Duhu in v Jezusu, ker pri zadnji večeri je Jezus rekel, da je on resnica. Ni rekel častili Boga, ampak razodel je nov poudarek. Bog je najprej Oče. In to so besede, ki nam jih je razodela resnica, pa jih vsi skupaj izročimo našemu Bogu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Trdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti.
da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli v večno življenje. Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus, naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje, marveč naj mi bo po tvoji dobroti varstvo in zdravilo za dušo in telo. Glejte, to je naš krstni ženin in jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje. Kristusova kri naj me varuje za večno življenje. Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem. Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost. Kdorkoli bo pil vodo, ki mu jo bom jaz dal, govori Gospod, bo v njem postala studenec vode, tekoče v večno življenje. Molimo. Večni Bog, nasitil si nas s čudežnim kruhom, da imamo že na zemlji poroštvo nebeških skrivnosti. Prosimo te, naj ta daritev obrodi sad v naših dobrih delih, po Kristusu, našem Gospodu. Sveti Pavel zelo močno primerjavo da. Kdo od nas je pripravljen dati svoje življenje za enega kriminalca ali pa celo za kakšnega dobrega človeka? Mogoče redko kdo. Pravi pa za Božjega Sina, da pa je dal svoje življenje za nas, ko smo bili kriminalci v Božjih očeh. Taka je ljubezen, ki je izlita v naša srca po zakramentu krsta in svete Birme, še posebej pa v zakramentu Evharistije. Kakor je postala Samarijanka sama studenec žive vode, ko je črpala iz Jezusa to živo vodo, ki smo jo prejeli vsi iz njegove prebodene strani, tako smo tudi mi poklicani z besedami: pojdite v miru, da postanemo studenec vsem tistih, ki so žejni Kristusa, pa se tega še ne zavedajo. Gospod z vami.
Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.